Pozdravljeni v športnem pogledu na spletni strani delo.si. Z menoj je Miha Šimnovc, naš specialist za smučarske skoke. Miha, ravno si se vrnil iz novoletne turneje. Lepa, uspešna za Slovenijo, tretje mesto Petra Prevca. Je bil zadovoljen s tem dosežkom, bil je v igri za zmago, pa se ni išlo tako. Ja, ko je na koncu potegnil črto, je bil zadovoljen. Sploh po 11. mestu, ki je bilo zanj veliko razočaranje in po slabih skokih zanj v Bischofshofenu na treningu in poskusni seriji in kvalifikacijah, da se je izbral na tekmi in prikazal dva zelo dobra skoka, zasedel 4. mesto, skupno seštevku 3. je bil zelo zadovoljen. Pa kaj misliš, kaj je manjkalo do tiste najvišje stopničke? Pri njegovih izjavah mi je bilo zanimivo to, da je rekel pač, poskušal imeti vse pod nadzorom, ko pa nekako se je prepustil občutkom, pa je spet letelo daleč. Mogoče preveč nedozorovano hoče skakati. Morda, ko je prišel blizu, ko je videl, da lahko, da je potem preveč poskušal res nadzorovano in potem je res nekajkrat izjavil, da ko se je prepustil občutkom, ko je napadel, ko je šel na vse ali nič včeraj, da potem je pa šlo. Ja, skoki so tako zapleten šport, da je težko razložiti, zakaj enkrat nekomu gre, drugič pa ne. Zmagovalec Stefan Kraft in njegov rojak Hajbek, prvi in drugi na turneji, sta delovala precej bolj sproščeno, kljub pritisku, kljub domačim gledalcem. Kako to? Ja, to sta presenetila mnoge spremljevalce skokov. Verjetno zaradi tega, ker sta prišla ona dva do te sezone, niti nista bila tako v ospredju. Sta prišla, sploh še nista bila pod takšnim pritiskom in sta sproščeno uživala, prijatelja sta velika skupaj v sobi, veliko skupnih stvari, hobijev imata in verjetno je to gnalo naprej. Lani je zmagal Tonas Diethard, letos ga ni bilo nikjer. Kaj praviš za letos najboljša? Bosta tudi recimo Muhi enodnevnici ali za to skakalca za šampionske dosege tudi v prihodnosti? Težko reči, ampak jaz ne bi bil presenečen, če bi se pri Kraftu ponovila zgodba Dietharda. Precej bolj navaren se mi zdi Hajbek, tudi zdaj nosi rumeno majico, dosegel prvo zmago in po mojem bo on bolj v nadaljevanju sezone navaren kot Kraft. Primož Peterke je v strokovnem komentarju po turneji za naš časnik dejal, da pač Prevc očitno še ni bil pripravljen za skupno zmago, da pa bo v prihodnosti. Se strinjaš s to oceno? Jaz verjamem, da je on skakalec za velike, največje dosežke. Je še mlad, veliko je že osvojil in verjamem, da bo še veliko osvojil. Kaj po tej sezoni, sedaj je tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala. Vemo, da lani je Diethard blestel na novoletni turneji, potem pa izpadel z tega boja, zablestel je Kamil Štoh. Vidiš kakšen tak preobrat v nadaljevanju sezone? Glede na pretekle izkušnje, verjamem, da bo Prevc, sploh zaradi teh zadnjih dveh skokov, ki mu boste dala krila, da bo tudi v nadaljevanju sezone stopnjeval, da bo zraven, da se bo do konca boril za veliki globus. Tem sem prepričan. Kaj praviš pa drugih naših skakalcih? Začeli so dobri, pa potem nekako skoraj vsi padali. Kaj se dogaja s prestankom reprezentance? Ja, skoraj padali, ampak so se potem spet dvignili. V Innsbrucku so se začeli dvigati, Pungartar je dvakrat skočil med točke, Dežman, tudi Damjan in Kranjec bosta zdaj s poleti dobila, zagotovo bosta boljša, kot sta bila. Pri Janu si na začetku sezone nekako meril na rumeno majico, pa tudi na pokal narodov. Smo dovolj močni, da se lahko tle vrnemo v igro? Za rumeno majico med posamezniki smo v igri. Za pokal narodov pa bodo pa morali še drugi pritisniti na plin. Še ena grda stvar se je zgodila na novoletni turneji, grozljiv padec Simona Amana na zadnji tekmi.
doživel si ga od blizu, kaj se je dogajalo, kakšni so bili odzivi, zakaj se je to zgodilo tako prekaljenemu skakalcu? Ja, videti je bilo grozno, ko je Aman padel, je bil negiben in imel ves krvav obraz. Na snegu je bil potem rdeč madež, negiben, ampak potem so nam sporočili zvečer v novinarsko središče, da je prišel k zavesti, da lahko premika vse dele telesa. Drugih podatkov pa niso sporočili. Nekateri so se pritoževali, da doskočišče ni bilo dovolj dobro pripravljeno, kar je tudi pokazal padec dan prej v kvalifikacijah Nika Farela, ki si je poškodoval prve vrtence in so ga morali operirati in bilo prav tako videti zelo grozno. Pa ker nista bila samo ona dva, so imeli tudi drugi skakalci določene težave, bo res nekaj na tem, da doskočišče ni bilo najbolje pripravljeno. Da tudi v Avstriji se lahko kaj takega zgodi? Da tudi v Avstriji se to lahko zgodi. Naprej gre svetovni pokal s poleti v Kulmu. Tvoja napoved za ta vikend? Prevc bo s tema zadnjima dvema skokoma bo zagotovo v igri za najvišje uvrstitve. To bo letalnica je nova, prenovljena. Pravijo, da bodo možni poleti do 240 metrov. Potem pa ni več daleč svetovni rekord tudi. To bo velik spektakel, kot vedno. 30-50 tisoč ljudi v soboto zanesljivo. Verjamem, da bodo Kranjec, Damjan, tudi ostali naši še dodali. Vrača se v ekipo Tepeš, ki je tudi znan kot izvrsten letalec, tako da se lahko nadejamo zelo uspešnega vikenda. Miha, hvala. Lep pozdrav.